Pozdravljeni. Gledate lokalne volitve 2022 z Megafonom. Naš današnji gost je gospod Gašpar Mišič, ki v imenu liste Gašpar Mišič in mi kandidira za župana občine Piran. Gašpar, pozdravljeni. Pozdravljeni. V Piranu je največ kandidatov za župana v vseh obalnih občinah. Ali to pomeni, da bo tudi najtežje zmagati v Piranu? V bistvu Piran je ena taka privlačna fotogenična destinacija, kjer imamo veliko neizkoriščenih potencialov. Morda tudi zato toliko kandidatov za župana, oziroma za župane, oziroma županje, ker mnogi vidijo priložnosti in pravi, da je toliko kandidatov, da pokažejo vsi, v bistvu, zakaj si prizadevamo, kajti to, kar so navedli v svojih programih, je odsev naših potreb. Kajti zato tudi sam kandidiram za župana, ker znam, zmorem in hočem pomagati naši razvojno upočasnjeni skupnosti pri odpravi urbanističnih anomalij in izgradnji manjkajoče gospodarske javne infrastrukture. To je bistvo tega mandata, ne glede na to, da moramo podpirati seveda razvoj turizma, kulture, umetnosti in vsega, kar pač sledi, normalno šolstva, zdravstva, od najmlajših generacij do najstarejših, vendar vse bo bolje potekalo, bolj harmonično, bolj melodično, če bomo tudi infrastrukturno dopolnjeni, kajti to so tisti hendikepi, ki nas pestijo že mnoga leta. Nismo se ukvarjali z aorto, bolj se je stremelo k izgradnji kapilarnega sistema, vendar vlaganje v kapilarni sistem in zanemarjanje aorte pomeni, da denar gre v nič, ker vsaka kapilara zahteva tudi vzdrževanje. Sedaj jaz mislim, da je po 3 desetletjih cepetanja ali pa nahajanja nekje vrtenja v spirali stihije bolj navzdol kot navzgor, je treba zaplavati proti toku in zgraditi to, kar naši tako prebivalci Pirana kot tudi obiskovalci potrebujemo. Vi izkušnje v lokalni politiki že imate, poznate tudi stanje v piranski občini skozi oči direktorja Okolja Piran, ki je občinsko podjetje, se ukvarja v bistvu z funkcijami, ki jih občina zagotavlja prebivalstvu. Ocenjujete, da imate poleg tega podrobnega poznavanja situacije še kakšno prednost v primerjavi z drugimi kandidati za župane oziroma županje? V bistvu Piran živim že od svojega 14. leta in poznam zgodbo, poznam potrebe prebivalcev. To živimo vsak dan. Zbudimo se s Piranom, s problemi, s težavami, z izzivi in zaspimo z njimi. In rad bi, da je ta pomanjkljivost enkrat za vselej odpravljena. Vsi se trudijo, manček hudomušno povedano, a rezultat truda je utrujenost. Torej, utrujeni smo že od neučinkovitosti te skupnosti. Nekdo, ki je vodja, mora znati tudi sprejemati odločitve, preudarne odločitve. Cepetanje je najhujše. Nekdo, ki vodi skupnost, mora prevzeti tudi odgovornost za skupnost in mora tudi narediti nekaj več. Kjerkoli sem bil, je za menoj ostal uspeh od gospodarstva do lokalne politike, so se poznali rezultati. O tem bodo na teh volitvah tudi odločale občanke in občani. Ena od stvari, ki spremlja vaše angažmaje recimo v gospodarstvu, pa tudi kdaj v javnih podjetjih, je to, da po vašem odhodu vas v bistvu najbolj pogrešajo zaposleni, tisti, ki podjetje tvorijo. Pričakujete, da boste, če postanete piranski župan, ob slovesu z te funkcije, ker nič ne traja večno, bom rekel, da bodo tudi Pirančani obžalovali vaš odhod? Glejte, kako je. Samo prvi med enakimi je vsak vodja. In če to ne spoštuješ, ta pravila, ki so naravna pravila, potem ne moreš biti uspešen. Torej gre za tim, gre za oblikovanje tima in delitev dela, delitev nalog, kajti problem je večplasten. In če je v timu več različnih akterjev, potem mora vsak poskrbeti, da za svoj del posla ali pa naloge, da ga opravi korektno ali pa optimalno in da se sproti usklajujemo. Tukaj je problem tudi dialoga in komunikacije, odnosov tako med sodelavkami in sodelavci, kot tudi med občankami in občani. Če ni dialoga, če ni
medsebojnega spoštovanja, potem vse skupaj gre navzdol, se odnosi krhajo, zato tudi je za menoj uspeh, ker znam integrirati, znam povezati, znam tudi grajati, ampak tudi pohvaliti. Povejte mi, Piran oziroma piransko občino, torej vključuje tudi Lucijo, Portorož, tudi nekaj podeželja, ne? Pestijo v bistvu različne težave, ne? Z katerega konca oziroma na katerem koncu se boste vi lotili reševanja, če postanete župan? No, gledajte, najprej si moramo pomagati sami, če želimo, da nam država pomaga, ali pa, dajmo reči, širše Evropa. Mi imamo probleme zaradi nesporazumov znotraj lokalne skupnosti, ne toliko zaradi ostalih vplivov. Mi se moramo dogovoriti, moramo se zavedati, kaj imamo, s čem razpolagamo in kam želimo priti. In če bomo to razjasnili, zato je osnovna in prva naloga, da ko se sestavi bodoči občinski svet, da se jih nekako konzultira in pozove k predložitvi prioritet. Iz vseh programov sem prepričan, da imamo 70 in več odstotkov vseh potreb volilnih obljub, ki so nam lastne, iste, enake, podobne. In če damo to na mizo in če se to da na skupni imenovalec, kar nam je vsem skupno, potem so tiste malenkosti, ki odstopajo kot neke vrste češnjica na tortici, ki bo rešena, ko bomo se za to dogovorili, ko bomo prvo odpravili ta infrastrukturni krč, ki nas pesti, prometna slabost je mirujoči promet, ne samo v Piranu, začel je že desetletje nazaj, pa ni rešen. Desetletja se čaka na mnoge infrastrukturne investicije, nimamo niti sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, nimamo sprejetega občinskega prostorskega načrta, nimamo gradbenih dovoljenj, vemo pa, da ko so razpisana tako državna kot evropska sredstva, da brez gradbenega dovoljenja ne moreš kandidirati na razpisih, kar pomeni, da moja naloga oziroma naša naloga bodočega občinskega sveta je, da se organiziramo, da pričnemo s postopki večplastno in da se na zalogo za bodoče investicije, to, kar je danes potrebno, vendar vemo, da je priprava dokumentacije več mesecev ali pa celo več let trajajoč postopek, in če začnemo danes ali pa včeraj, bomo potrebovali nekaj let. Vendar do takrat, ko bomo imeli ta gradbena dovoljenja na zalogi, bomo lahko kandidirali za evropska sredstva, ki so stalno na razpolago. Vendar problem je v nas, ne v razpisih. Ja, v Piranu recimo izmed vseh obalnih občin, kljub najboljšim pogojem in naravnim danostim za črpanje evropskih sredstev, v bistvu na repu te lestvice med obalnimi občinami. Nameravate to spremeniti ali mislite, da bo za reševanje teh problemov znotraj lokalne skupnosti, da bojo dovolj sredstva, ki so na voljo znotraj Slovenije ali pa same občine? Glede, zame, za moj pogled na svet kot podjetnik, lahko odgovorno trdim, da znanje je sveta vladar in ne denar. Denar je le eden izmed mnogih produktov znanja. In če je poleg znanja še vztrajnost in usklajenost tima, uspešni so tisti, ki so usklajeni, ki znajo delovati interno in eksterno. Mi nismo znali delovati ne interno, ne eksterno. Pri nas se je skrhalo že na samem začetku in se ni šlo naprej. Odvisno je bilo, kdo je predlagatelj in kdo je potem potencialni izvajalec. Vedno se je nekako namigovalo na kakršnekoli, bom rekel, razprtije med deležniki, ki so vključeni. Vendar jaz trdim tako, da in proračun in vse, kar se dogaja, vse, kar prenesemo ali pa dobimo naloge z vodenjem občine, tako občinske svetnice in svetniki kot župan, ne smemo si lastiti pravico, da to izkoriščamo za lastne ali pa strankarske razprtije, kajti to je pravica občank in občanov. In če imamo to zavedanje pred seboj, moramo podrediti osebne in strankarske interese, videti, kdaj in po kateri poti lahko pridemo do cilja, ker vizijo imamo, zato tudi prinašamo več kot 100 rešitev v našem programu za občino Piran. In glede na moj značaj, in glede na moj karakter, in glede na karakter mnogih, ki so na naši listi, sem prepričan, da smo sposobni realizirati marsikaj v teh 4 letih. Ne rečem, da bomo vse naredili, ampak začeli bomo s postopki
marsikaj bomo naredili, morda bistveno več, kot se je to dogajalo v preteklosti, morda bistveno več, kot se je naredilo v zadnjih 30 letih. Vendar nekoliko dobre volje in pot je pred nami, odprta, sredstva in denar je povsod. Lahko ga tudi pridobimo tako, da razpišemo, občinske obveznice in da povabimo občanke in občane, da naj sodelujo na primer pri gradnji garažne hiše in bodo postali solastniki, kot neke vrste delničarji. Lahko je tudi ta opcija, lahko povabimo naše podjetja, podjetnike, lahko razširimo ta krog čezmejno, čez administrativno mejo občine Piran na Istro ali pa celo na Slovenijo. Lahko se gremo neke vrste podjetništva in gradnje, vkolikor pač nimamo namena prodajati nepremičninsko premoženje, ki ga imamo, ker v nekem zrelem podjetju bi rekli, gledajte, dajmo se razdolžiti, odprodati poslovno nepotrebno premoženje in ga preusmeriti, ga spremeniti v poslovno potrebno premoženje. Torej, moramo se odločiti, kaj je za nas prioriteta, kaj je za nas balast, kaj potrebujemo in kaj ne. Ne more biti kar tako ad hoc. Ja, jutri se prodaja, na primer, zdaj je bilo tenis igrišče, a ga kupimo ali ga ne kupimo. Ali recimo kupimo neko nepremičnino kar tako, kar iz čistega miru. Ja, morda pa res potrebujemo, zato ker je stanje takšno, akutno na nekem področju, ker se nam ukinjajo tenis, na primer v Strunjanu, ali se bo to zgodilo v Portorožu, ali bomo imeli neke dolgoročne plane in načrte in bomo rekli, gledajte, to območje, med Lucijo in obrtno cono bomo namenili terenom, šport in rekreaciji, bomo zgradili zadostno število tako tenis igrišč kot nogometnega, atletski stadion in vse ostalo. To manjka v naši infrastrukturi. Mi moramo dopolniti tudi turistično infrastrukturo, tudi med vsemi 4 občinami v Istri, integrirati športno in drugo turistično infrastrukturo, da bi podaljšali oziroma odpravili sezonskost turizma in v bistvu vključili naše hotelirje v nekako bolje v ponudbo med občinami, v ponudbo med lokalnimi predelovalci. Vse to, kar dejansko sedaj ni. Portorož jaz vidim, da je bolj hotelizem kot turizem. Vsa čast izjemam. Vendar generalno gledano je premalo naš sistem hotelov vključen, vpet v dogajanje, v proizvajanje, v energijo teh prebivalcev, ki so pridni, marljivi in delajo in ustvarjajo. Poglejte november in december. Vse ugasne. Ali smo res tako narejeni, da vse smo fokusirali na 4 mesece in naše obrtništvo in podjetništvo lahko zapre vrata za 8 mesecev. Zato tudi pravim, da moramo urbanistično zasnovati našo infrastrukturo tako, da omogočimo izgradnjo obrtno-poslovne cone, da omogočimo samozaposlovanje in nova delovna mesta, da odpiramo taka delovna mesta, ki niso vezani na sezonskost, ki niso vezani samo na turizem, da razvijamo tudi druge dejavnosti, ki nas bodo nekako razvile skozi celotno, skozi vse 4-letne čase. Ker vsak letni čas ima svoj čar, ima svojo prednost, imamo pa tudi poklice, ki pa niso odvisne od letnega časa, ki imajo neko konstanto. In to je tisto, kar manjka v naši občini Piran. Omenili ste recimo neko obrtno območje oziroma recimo temu neko obrtno cono. Piranska občina, če prav razumem, jo ima v Luciji in se vsaj laičnemu opazovalcu zdi, kot da v bistvu niti ne gre za neko obrtno cono, ampak nek hibrid med v bistvu rezidenčnim in obrtnim območjem. Dvomim, mislim, kot laiku se mi zdi vseeno nenavadno, da so sprejeli tako odločitev, ne? Da so šli, torej območja niso namenili ne obrtnikom v resnici, ne prebivalcem in s tem spustijo kakovost bivanja enih in drugih. Je to posledica odsotnosti prostorskih aktov ali recimo zmede pri politiki v preteklosti, ki je načrtovala razvoj tega območja? V bistvu je prisotnost vsega naštetega. Nekoliko neponesrečen primer je naša obrtna cona, kjer je nek mišmaš, lahko tako rečem. Mi potrebujemo novo obrtno poslovno cono, ki ne bo vezana na sezonskost turizma. Lokacija je že kdaj bila določena, predlagana s strani obrtne zbornice Piran, in sicer v Dragonji na nekdanji lokaciji klavnice, da bi se tam razširila, ker je tudi predvidena hitra cesta Koper-Šmarje-Dragonja. In ta obrtna cona
imate eno veliko težavo, ker je potrebno spreminjati kmetijska zemljišča, ki mejijo na to pač območje, v stavbna zemljišča, in imamo dodatno težavo, ker se pri sprejemu občinskih prostorskih načrtov zahteva izravnalna bilanca, kolikor kmetijskih površin spremenite v stavbna, toliko morate stavbnih spremeniti v kmetijska. Zahteva se strani ministrstva v preteklosti je bila celo, da naj se stavbna zemljišča v centru Portoroža spremenijo v kmetijska, da bi se opravila izravnalna bilanca. Torej, naš predlog, tudi programska rešitev je, da skupaj z ostalimi občinami, z Gospodarsko zbornico Slovenije oziroma Primorsko zbornico nekako pripravimo predlog za spremembo zakonodaje, da se pri izgradnji gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture nasploh ne zahteva izravnalna bilanca. Kajti v nasprotnem primeru se mi sploh ne moremo razviti drugih dejavnosti kot samo turizem, kar ga že imamo, ker smo že ukleščeni in omejeni v prostoru. Glejte, primer Magne Hoče Slivnica, tam so spremenili kar z zakonom več kot 100 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč, pa jim je uspelo. In če jim je uspelo tam to narediti, mi ne zahtevamo, da se najdragocenejše kmetijske površine spremenijo v stavbna zemljišča, ampak to območje, ki je v Dragonji nekako predvideno že desetletja, mislim, da bi nam lahko toliko šli nasproti in da ne bi zahtevali to izravnalno bilanco. S tem bomo pomagali, da se ustvarijo nova delovna mesta, da mladi ne odhajajo stran. Naši mladi imajo možnost zaposlitve samo za kadre, ki so najnižji kadri v hotelizmu, v turizmu, v restavracijah. Kajti vsi menedžerski kadri prihajajo od drugod, bodisi iz tujine, bodisi iz drugih občin, ne iz naše občine. Torej, kako lahko obdržimo naše mlade, da ostanejo doma, da ne hodijo po svetu, čeprav nič narobe, če hodijo po svetu, pridobijo dodatne znanja in izkušnje. Vendar, da so pa prisiljeni odhajati, to je narobe. Deloma bi to rešila tudi, bom rekel, omogočanje razvoja obrtništva in malega podjetništva z obrtniško cono, ki ste jo omenili, ne? Absolutno, to je eden izmed ukrepov. Ukrepov je veliko, ki jih lahko dejansko nanizamo. Lokalna skupnost mora videti, kakšen koncept razvoja je nasploh, predvsem kako zadržati mlade, kako dejansko tudi graditi stanovanja za potrebe mladih. To je tudi problem, ki v naši občini je spet prisoten desetletja. Mi imamo tudi zakonske možnosti, da oprostimo ali pa delno oprostimo plačilo komunalnega prispevka, da spodbudimo starše, da lahko pri nadzidavi, dozidavi ne plačajo komunalnega prispevka oziroma dobijo 50% diskont, vkolikor gradijo za rešitev stanovanjskega problema otrok ali pa mladih družin, ali pa če na nekje gradijo. Torej, mi imamo to zakonsko možnost, ki ni vnešena v občinski odlok. Treba je spremeniti odlok o komunalnem prispevku, ki bo spodbujal starše, da dogradijo ali pa gradijo za svoje otroke in tako rešijo ta problem sami. Kajti občina do sedaj, zaradi pomanjkanja virov, sredstev, financiranja, vemo, kaj se je dogajalo na Košti, imamo 10 in več let gradbeno dovoljenje in je projekt bil blokiran, ker lokalna skupnost ni bila sposobna izpolniti pogoj občanov Sečovelj, da zgradi severno obvoznico, in tu občani imajo popolnoma prav. Sedaj se dela na cesti pač iz Gorga do Košte, vendar prepozno, ker mladi so, cele generacije so nekako že odšle v druge občine in vprašaj, če se bodo vrnili v našo občino. Odhod mladih ali pa tudi manj mladih v končni fazi iz piranske občine si ustvarja življenje drugam, odpira potem prostor za, dajmo reči temu, občasne obiskovalce, turiste ali pa vikendaše, kot jim kje na obali pravimo. In Piran je znan tudi potem, v slovenskih razmerah, da je praktično razlika v številu prebivalstva med, januarjem in julijem, bom rekel, nekajkratni faktor. Se pravi, po zimi jih je približno 1000, poleti tudi do 4000. Vidite to kot težavo, verjetno, glede na to, da ste že prej dejal, da je treba v bistvu celo leto zagotoviti ljudem možnost dela, bivanja, ustvarjanja. Problemi so vsi podobni, vendar ne enaki. Moramo gledati, mesto Piran ima svoj specifičen problem, Portorož ima svoj specifičen problem, naselje Lucija ima svoj specifičen problem, Sečovlje svoj specifičen problem in naše zaledje vasi ima svoj specifičen problem.
in ne moremo enačiti vseh potreb. Zato je treba pristopiti zelo, bom rekel, segmentno in se poglobiti v potrebe občanov Pirana, kaj njih pesti v Piranu. Nekako ima turist občutek, ko pride, da je v napoto nekomu. Tudi občani imajo občutek, da mu turist krade njegov življenjski prostor. Zato, ker je infrastruktura tako podhranjena, predvsem mirujoči promet. Mi Piran vidimo kot mesto brez pločevine, vendar da bi to dosegli, moramo zgraditi nujno garažno hišo. Več lokacij je bilo predlaganih, po SWOT analizi se je pokazala najbolj optimalna rešitev garažna hiša pod mestnim stadionom, kjer bi zgradili poleg parkirnih mest še skladišča, shrambe za prebivalce, za trgovce, za gostince in tudi depoje za obalne galerije, za muzej, tudi studije za mlade glasbenike, da lahko vadijo. Skratka, vse, kar Piran potrebuje, in tudi manjše telovadnice za razno razne, rekel, naprimer box klub, ki se je moral iz naše občine odseliti v Izolo, ker pri nas nismo našli prostorskih rešitev. Vse to lahko zagotovimo v tej garaži, ki bi bila kot neke vrste logistični center za oskrbo mesta Pirana, in to se da uresničiti v nekaj letih, vkolikor pravočasno pričnemo z vsemi postopki. Jaz sem prepričan, da nam to lahko rata, da tudi zberemo sredstva in da dejansko pomagamo Piranu, da zaživi v svoji prvotnosti, v vsem svojem namenu, da ponuja udobje Pirančanom, ki se bodo nekako počutili bolje in se bodo nehali odseljevati iz Pirana. Ker to, kar se je dogajalo v preteklosti, Pirančani so odšli zaradi slabih pogojev, bivalnih pogojev. Si predstavljate, da imate otroka, da ga morate peljati, ne vem, v prostočasne dejavnosti, šport, glasba, in da rabite z avtomobilom 2-krat, 3-krat od centra peš do parkirišča na Fornačah. Potem po drugi strani imamo izjemno lokacijo, južno lego na Fornačah, ki jo zaseda pločevina, ker je smrtni greh nekako. To je tisto, kar moramo v bistvu prekiniti s to prakso in tam zgraditi mestotvorne vsebine, ki bodo tako Pirančanom kot obiskovalcem ponujali nekaj več. To je naša, bom rekel, naravna danost, naravna priložnost in moramo tudi poskrbeti za kulturno-sakralno dediščino. Si predstavljate vi Piran brez cerkve, brez zvonika, ki je potreben obnove, zato mora občina več izdatne paziti in pomagati pri pridobivanju sredstev na kakršenkoli način za obnovo celotne kulturne dediščine. Pa če začnemo od piranskega tlaka, kjer Piran tudi vidimo kot mesto brez asfalta, celo bi lahko rekli mesto brez betona. In pri obnovah kanalizacije, trgov, ulic si bomo prizadevali, da bomo sproti vse, kar je asfaltirano, odmaknili iz Pirana in zgradili Piran, ga približali tistim časom, ko je Piran nastajal. V najboljši luči, kar se lahko predstavi eno tako mestece. In če gremo naprej, Portorož, od Pirana do Lucije, če greste s kolesom, je veliko ovir na tej poti in obratno. Zato moramo od Pirana do Lucije zgraditi kolesarsko povezavo, varno kolesarsko povezavo, pešcem prijazne površine, in to lahko uredimo z ukinitvijo enega pasu, ta pas proti morju, ki bo, in razširimo promenado, omogočimo tudi boljše in bolj varne povezave med hoteli in plažo in tako naprej. Veliko tega se da narediti, vendar ne vse v enem dnevu, ampak projekte moramo začeti delati danes. In tudi v Portorožu ali kjerkoli, za ukinitev enega parkirnega mesta moramo zgraditi najmanj 2 na neki drugi lokaciji, bližnji lokaciji. Mi imamo že sprejet občinski podrobni prostorski načrt za garažno hišo na Valeti, kjer je predvidenih 500 parkirnih mest. In projekt je enostavno blokiran, ustavljen, nobeden na občini se ni potrudil, da bi ga revitaliziral. To je več kot 10 let projekt že odprt, možnost gradnje. Torej stoji. Zakaj stoji blokiran, je treba vprašati vse predhodnike in tiste, ki so zaposleni na občini, kar bom tudi vprašal in spodbudil, da gre to naprej. Sprejeti do druge lokacije, najmanj še 2 za gradnjo manjših garažnih hiš, tako da ne fokusiramo promet samo na eno lokacijo, da Portorož nekako sprostimo te vožnje skozi samo turistično naselje, da tam zaživi, da nekako bolje zaživi ta turistična ponudba in da se tudi dodatne vsebine, ki jih
ena turistična destinacija potrebuje, kajti Portorož počasi, ampak vztrajno bledi iz svetovnega, globalnega zemljevida turističnih destinacij, kar moramo ustaviti in to krivuljo obrniti navzgor. Gremo v Lucijo. Lucija, največje naselje. Imamo tudi težave z mirujočim prometom. Bloki so bili zgrajeni v nekem drugem času, tam je občutno premalo parkirnih mest. Zato je bil tudi moj predlog, da ko se gre v optimizacijo hitre ceste Jagodje-Lucija iz 4-pasovnice v 2-pasovnico, ker tranzitni promet naj bi prevzela hitra cesta Koper-Šmarje-Dragonja, in iz Liminjana oziroma Lucana, da pride iz 4-pasovnice 2-pasovnica v obrtno cono in 2-pasovnica na Valeto. Ko bo to zgrajeno, nam postane nepotrebna ta povezava, sedanja tranzitna cesta, regionalna cesta, od podvozne do krožišča, in tam lahko država ta odcep prenese na občino. Tam se zgradi park pod parkom, najmanj 2 etaži, 1000 avtomobilov, rešimo cel centralni del Lucije, celotno 30. divizije ulico, Fazansko, Ukmarjevo, ulico Obala, podvozno in še šolsko, morda cel del Liminjanske, in ves ta del, ki gravitira na center Lucije, in nekako dobimo združeno Lucijo, mesto prihodnosti. Zakaj govorim mesto prihodnosti? Kajti prihodnost je v varnem mestu, z vsebinami, v trajnostnem razvoju, kjer ne bomo se morali izogibati ali pa paziti, ali bo otrok stopil na cesto ali ne bo. Danes gledajte, v največji turistični občini v državi, najbogatejši turistični občini v državi, otroci v največjem naselju, kjer je več kot 8000 prebivalcev, hodijo iz enega dela Lucije v drugi del Lucije po neki brvi pod tranzitno cesto pri kanalu Fazan, ki je celo v inšpekcijskem postopku, v postopku zaprtja. Zdaj si predstavljate, da se ukine ta edina varna povezava, kako bodo otroci hodili potem v šolo čez cesto, kar absolutno ne pride v poštev. Govorili ste o tem, torej, da bi mirujočo pločevino predvsem umaknili pod zemljo, da se sprostijo nove površine za prebivalstvo in dejavnosti, ki jih kraj potrebuje. Ne? Ste razmišljali morebiti tudi o tem, da bi se del premikajoče se pločevine poskusilo spraviti pod cesto ali pa vsaj umakniti z obalnega območja, recimo od Lucije proti Piranu, ne? Če gremo po obalni cesti, v bistvu zaseda cesta tisti pas med objekti in samo obalo. Ne? Vse to je to, kar sem povedal prej, da v bistvu bi cel en pas od Lucije do Bernardina dejansko namenili kolesarjem in pešcem in tudi razširitvi promenade, in tako, da bi imeli samo to stran, dvosmerni promet, še vedno umirjen promet, brez parkirišč ob strani. Zato bi morali imeti točkovno, ne preveč oddaljeno. Moramo tudi razmišljati za naše gostince in ostale ponudnike, trgovce, da kako bo turist, obiskovalec, pa tudi dnevni migranti, ne samo turisti iz tujine, ampak tudi turisti iz Slovenije ali pa mi, ko prihajamo. Veste, problem je, da nekdo iz Lucije, iz Portoroža ne gre v Piran, ker ve, kaj ga tam čaka. Ta problem iskanja parkirišča, zato tudi ne gre. Je treba v bistvu omogočiti tem ljudem z poudarkom na potniškem prometu, na dostavi, na nekako prijaznejši, tudi s kolesom, če govorimo o perspektivi razvoja, mobilnosti. Lahko imamo tudi električne avtomobilčke, razne povezave, če imamo ločeno za njih njihovo, traso, pot, potem se lahko tudi to nekako umesti v ta naš prostor. In tako je treba razmišljati. V bistvu mi ne bomo izmislili tople vode. To že obstaja na svetu. Samo mi moramo začeti nekako celovito reševati našo problematiko na območju celotne občine, in če se bomo tega znali lotiti na pravi način, v sodelovanju z vsemi akterji, ne glede na politično barvo, bomo to tudi dosegli. Poglejte, mi smo ob morju, imamo velike težave, mi sploh nimamo, tako kot potrebujete garažno hišo za pločevino na kopnem, rabite tudi garažno hišo za dnevne obiskovalce, navtične obiskovalce. Mi tega sploh nimamo. Mi enostavno smo pozabili. Naši navtični obiskovalci so redki, ki morajo sidriti, in še to sidrijo tam, kjer ne plačajo ničesar, uničujejo naše morsko dno, ker nimamo korpomorto urejenih, nimamo službe, ki bi to izvajala.
Skratka, vse to je še odprto vprašanje, ki ga moramo rešiti in omogočiti ljudem, da nas obiščejo tudi preko morja, ne samo preko kopnega. Vidite v morju oziroma morskem transportu, pomorskem tudi del možnih rešitev za prometno preobremenjenost tega območja, da bi s ceste torej umaknili na nek javni potniški promet na morju, recimo od Lucije do... Vse je izvedljivo, če se dogovorimo tako. Mi imamo več kategorij gostov in turistov. Veste, so gostje, ki prihajajo z avtobusi, so gostje, ki prihajajo z avtomobili, ki prihajajo z jadrnicami, s plovili, gostje, ki prihajajo tudi z letali in tako naprej. In za vsakega izmed njih moramo imeti v bistvu, da zadovoljivo njihove potrebe, njihova pričakovanja. Predvsem, kar si moramo vsi prizadevati, da se moramo zavedati, da nekdo, turist, obiskovalec, ko izbere našo destinacijo za oddih, za svoje počitnice, da ko odide od nas po nekaj dneh bivanja, da odide spočit, da se zares tudi spočije, zato tudi beseda počitnice. Ne da pride in se sooči z našimi lokalnimi težavami, infrastrukturnimi ovirami, nestrpnostjo, zaradi slabe volje lokalnega prebivalstva, ker nismo poskrbeli niti zase. Ker brez zadovoljnega domačina ne morem si zamisliti tudi zadovoljnega turista. Ta energija, ki jo mi izžarevamo in oddajamo, se zelo prenese na turiste. Tudi mi poglejmo, če gremo mi kam v tujino na počitnice, smo mi turisti. Vemo, kaj nam ne paše in kaj nam paše. Enaki so tudi drugi turisti, ko pridejo k nam. Zato se moramo bolje potruditi, da te podporne službe, da to podporno infrastrukturo uredimo čim prej, čim hitreje in zadovoljimo vse naše lokalne potrebe in hkrati tudi potrebe tistih, ki nas obiščejo. To je verjetno pomembno tudi v luči dejstva, da se na drugi strani meje oziroma zaliva na Hrvaškem že zadnja desetletja v bistvu in več pospešeno razvija turistična dejavnost, ne samo v obmorskem pasu, ampak tudi na podeželju. Vidite to kot priložnost za, bom rekel, nadaljnji razvoj turizma v piranski občini s prelivanjem hrvaških turistov v Slovenijo, ali vidite to bolj kot konkurenco in nevarnost? Gledajte, konkurenca, kakor se vzame, je tudi zdrava konkurenca, ampak jaz to ne vidim kot neko nevarnost. Nevarnost vidim, vkolikor bomo cepetali še naprej tako, kot smo. Veste, to je tisto, kar v bistvu iritira vsakega. Zato tudi sem odločen, da grem, da pomagam tej, bom rekel, nekako razvojno upočasnjeni skupnosti, da ne rečem drugače, da se dejansko razvijamo, da krenemo, da začnemo te probleme spreminjati v izzive in da začnemo reševati vse, kar nas pesti, da pomagamo sami sebi in če si bomo pomagali sami, naj se ponovim, nam bo pomagala tudi država. Mi imamo veliko prednosti, mi se moramo zavedati, s čem razpolagamo. Mi imamo toliko razvojnih resursov, premalo izkoriščenih zaradi pomanjkljivosti v komunikaciji, v odnosih, v dialogu. Zaradi teh slabih odnosov trpi vse, trpi cel kraj. Zato si želim pomagati, da naredimo nekaj več. Dokazal sem tam, kjer sem bil, da tam, kjer sem bil jaz, je razvoj doma, da znam sodelovati v timu, da znam razvijati, da znam rešiti to, kar je desetletja bilo zapacano, zanemarjeno, počistiti, urediti. Poglejte, ko sem bil v Luki Koper, se je kapitalska vrednost Luke Koper podvojila po slabih 6 mesecih. Ko sem bil na Marjetici Koper v 4 letih, smo naredili izjemne rezultate, predvsem so bili z našimi storitvami zadovoljni naši uporabniki in sodelavke in sodelavci me še danes pogrešajo. Tudi na Okolje Piran, ko sem prišel, je bilo to, rekel, finančno zelo slaba javna gospodarska družba. Danes je Okolje Piran ena izmed boljših družb po boniteti odličnosti, celo na vrhu med ostalimi podjetji. Tako da mi je to v ponos. To znanje želim tudi prenesti na lokalno skupnost širše. Verjemite mi, da bi veliko več lahko naredil, če bi imel suport občinskega sveta. Vsako stvar sem moral dokazovati za dokapitalizacijo, ker so ostale neporavnane obveznosti strani občine do podjetja, celo preko Evropske komisije Brusla. Leto dni smo se pogovarjali, da smo končno dobili tudi odločbo Ministrstva za finance, ki jo je podkrepilo tudi Evropska komisija, da podjetje je zrelo za dokapitalizacijo in upravičeno do dokapitalizacije, da ne gre za nedovoljeno državno pomoč. Ko smo urejali papirje od vodnega soglasja oziroma vodnega dovoljenja za Jernejev kanal
za odpravo te, bom rekel, 30-letne tako okoljske nevarnosti, državne in lokalne sramote. Tudi sem naletel na odpor, nerazumevanje in sem potreboval kar nekaj let, da sem pridobil gradbeno dovoljenje in tako danes s ponosom lahko rečem, da naslednji teden pričenjamo z izvedbo del z odpravo te anomalije v prostoru, ki hočete ali nočete, leži tudi v Ukrajinskem parku Sečoveljske soline. Zvrstilo se je veliko ministrov, državnih sekretarjev, županov, podžupanov, tako naprej, občinskih svetnic in svetnikov in drugih lokalnih in državnih veljakov. A zgodilo se ni nič. Sedaj nam je to uspelo narediti. Res, da sem bil jaz tisti, ki sem bil iniciator in vlekel ta voz naprej, ampak brez občinskih svetnic in svetnikov in brez župana, seveda, brez dobre volje občinskih uradnikov mi to ne bi uspelo. Tako da tudi njim sem zelo hvaležen za pomoč. In če bom prevzel vodenje občine Piran, verjemite mi, da bom znal tudi urediti, da ne rečem konsolidirati ali pa reorganizirati občinsko upravo, da bo postala bolj učinkovita. Zdaj se mi da sedaj ta občinska uprava tudi zaradi tega, ker se zaradi slabih internih odnosov in predvsem komunikacijskih med kabinetom župana in ostalimi uslužbenci, da stvar se ne premika v pravo smer. To želim nekako razjasniti in ko bomo to dosegli, se moramo zavedati, da občinski uradniki niso tam zaradi sebe, ampak zaradi občank in občanov, da morajo delati za skupno dobro in če bomo to imeli vedno pred seboj, potem bomo uspešna občina. Jaz zagotavljam in obljubljam, v 4 letih bo to velik napredek. Za konec samo še to, ker naju čas preganja. Med pripravami na ta intervju sem govoril z različnimi vašimi nekdanjimi sodelavci ali pa ljudmi, ki so imeli stika z vami na svoji poklicni ali pa življenjski poti. In eno značajsko lastnost so vsi izpostavili pri vas, to je vztrajnost. Ali to pomeni, da če vam ne uspe postati župan na teh volitvah, da boste vztrajali še naprej v lokalni politiki v Piranu in si prizadevali priti na pozicijo, s katere boste lahko realizirali to, o čemer sva se danes pogovarjala? Glejte, meni politika sploh ni blizu. Jaz se nekako ne identificiram kot politik. Jaz želim pomagati Piranu. To je mesto, v katerem sem jaz uspel. Mesto, do katerega čutim veliko obveznost. V preteklosti sem bil aktiven, ne samo kot podjetnik, ampak tudi na kulturnem področju, tudi kot mecen. Podpiral sem in še danes podpiram društva, posameznike, ki so vidno izpostavili sebe in dali dušo. Kot tu lahko dam recimo Nataljo Planinčevo iz društva Ambot, ki mi je zadnjič povedala, da njeno 3. življenjsko obdobje ne bi bilo takšno, kakršno je, tako bogato, tako pestro, če ne bi dobila mojo pomoč in mojo podporo. To traja zdaj že skoraj 20 let. A veste, ko date nekaj in ne pričakujete ničesar v zameno, ampak date. In jaz sem vesel, če lahko dam in vračam kraju, v katerem sem uspel, in tudi ta obveznost, ki jo čutim, me tudi žene naprej. Ampak jaz piransko občino ne vidim samo ujetnico znotraj administrativnih meja. Jaz čutim to Istro in vse te 4 občine, ki se nekako sedaj po novem imenujejo Pika, Piran, Izola, Koper in Ankaran, vidim kot eno skupno telo, kjer smo vsi povezani med seboj, tako sorodstveno kot prijateljsko in z isto kulturo, z istimi potrebami. In tu vidim potrebo po večji integraciji, po sodelovanju. Zato nič čudnega, da sem prisoten in v Ankaranu, da sem pomagal pri mirni odcepitvi Ankarana od Kopra. Tam, ko smo sprejemali vse občinske sklepe, kjer sem jaz bil opozicija, smo sprejeli soglasno, ker smo se znali pogovarjati in dogovarjati. Poglejte sedaj v Kopru, kaj se dogaja. Seje v Kopru trajajo 50 minut do največ 1 ure. V Piranu se v tem času, v 2 urah niti dnevni red ni sprejemal, v tem mandatu. Veste, to je ta problem. Zato želim to prakso, to pozitivno prakso prenesti v občinsko palačo, v občino Piran, da enkrat integriram in povežem tudi prebivalce s to energijo, ki jo imajo, ker ljudje so dobri.
v osnovi smo vsi dobri. Vendar, ko nimate osnovnih pogojev, se ta dobrota spremeni v jezo, v razočaranje, posledično nastajajo konflikti. Zato želim te konflikte preprečiti, pomagati ljudem, da zgradimo eno učinkovito in ponosno skupnost. Super. Najlepša hvala, da ste bil danes naš gost in se vidiva še enkrat v primeru, da se v Piranu zgodi drugi krog županskih volitev z vami kot enim od kandidatov. Hvala tudi vam.